Pozdravljeni! Za nami sta tako prvi kot tudi drugi prosti trening. In v naslednjem prispevku si bomo ogledali vse tisto, kar je dobro vedeti pred samimi kvalifikacijami. Kot običajno bomo tudi tokrat začeli s tistimi tehničnimi novostmi ter zanimivostmi, šele v nadaljevanju bomo našo pozornost usmerili k razmerju sil, ki jih bomo morda videli na prihajajočih kvalifikacijah. Ampak kot vidite ob meni na uradnih dokumentih, je razvidno, da tokrat za veliko nagrado Avstralije ekipe niso pripeljale ne vem koliko sprememb. Seveda, zeleno črto so objavljeni popravki z modro bolj vidno tiste spremembe, ki so pač bolj očitne. A če izpustimo, kar so pripravili pri Alfa Tauru, McLarenu in Williamsu, kjer ni bilo nekih revolucij, lahko vidimo, da pri ekipi Alpine imajo čisto drugačno vpetje tam zadaj pri varnostnem loku halo. Namreč na tem delu so tudi začeli malce popravljati aerodinamični učinek samega bolida in vidimo lahko, da to področje bi znalo biti zanimivo tudi v prihodnje. Pri ekipi Alfa Romeo F1 Team lahko vidimo drugačna zrcala in kar je meni bolj zanimivo, čisto drugačno konico nosnega konusa. Namreč na začetku smo lahko videli, da je ta segala tja od drugega profila prednjega aerodinamičnega stabilizatorja nazaj. Sedaj so jo podaljšali tja do prvega. In če se spomnite, pri predstavitvi bolidov smo govorili o dveh različnih trendih. Pri Alfa Romeo F1 Team so v bistvu iz enega prišli v drugega. Pri Red Bullu kar dve zanimivosti. In prva je čisto nov prednji profil pri aerodinamičnem stabilizatorju. Vidimo, da tista dva zgornja, pomožna, sta čisto na novo narejena in tudi končne plošče usmerjajo zračni tok okrog prednjih pnevmatik. Podobno kot smo videli v preteklosti, ampak FIA je vmes tega napravila kar se da težko življenje projektantom, da ne bi speljali zračnega toka, tako kot smo videli pri Red Bullu. In še zanimivost, namreč pri Red Bullu so zamenjali dobavitelja varnostnih pasov, sedaj je to italijanski Sparco in prav zaradi tega je tu treba se ustaviti za nekaj trenutkov, namreč pri Sparcu naj bi v sodelovanju z McLarenom razvili bistveno lažje varnostne pasove in ko so to zvedeli pri Red Bullu, so takoj zamenjali dobavitelja. Sprememba velja že od začetka te sezone, ampak sedaj je bila zapažena. In še ena zanimivost, ki bo marsikoga presenetila. Pri skuderiji Ferrari so spremenili postopek, kako trenirajo same postanke. Kolikor pogledate to fotografijo, boste morda opazili, da tisti mehanik na zadku se ne več opira na zadnji aerodinamični stabilizator, temveč nekako silo, da se bolid premakne naprej, usmerja na odlitek menjalnika. Namreč slišali smo lahko na prvi in drugi dirki, da so imeli pri Ferrariju kar nekaj težav z zadnjim aerodinamičnim stabilizatorjem, posebej varianto z enim nosilcem, in sedaj v bistvu nočejo obremenjevati tega dela. In če si malce predstavljamo, namreč aerodinamični stabilizator je izračunan tako, da sila zračnega toka ga nekako zaobide iz prednjega dela proti zadnjemu delu. Zato potiskanje iz zadnjega dela naprej lahko povzroči razne težave. In že, ker smo govorili o Ferrariju, tudi pri obeh ekipah, ki sta stranki skuderije in govorimo o ekipi Haas in Alfa Romeo F1 Team, so zamenjali motor z notranjim izgorevanjem. Izjemno zgodaj za ta pogonski sklop. In preden se spustimo na tisto, kar vas verjetno bolj zanima, še podrobnost.
FIA je izdala direktivo, s katero je nekako razjasnila dogodke, ki so nas razburili na prejšnji dirki veliki nagradi Savdske Arabije. Sedaj je jasno, da ob prestajanju kazni se mehaniki ne smejo dotikati bolida, ne z roko, ne z kakšno dvigalko. Torej, predtem smo lahko slišali drugačno interpretacijo in po sedanjih pravilih bi morali Fernanda Alonsa kaznovati. Vem, zmeden položaj, ker papiri niso bili v redu. Sedaj se pa lahko posvetimo tistemu, kar smo videli, oziroma tudi onemu, česar nismo videli na prvem in predvsem drugem prostem treningu. Ukolikor se spomnite, v našem uvodnem prispevku sem pri vremenski napovedi dejal, da v petek je velika verjetnost, da med prvim ali drugim prostim treningom bo kakšna ploha. In tako je tudi bilo v najmanj primernem trenutku. Namreč drugi prosti trening nam ni pokazal absolutno nič. Čeprav količina dežja ni bila pretirana, je praktično ustavila program vseh ekip, kajti vremenska napoved pravi, da v soboto in nedeljo dežja ne bo. In seveda, tu ekipe so v bistvu varčevale. Vozniki so preizkušali lastnosti bolidov ter nastavitve za pneumatike, naprimer za vlažno progo, ampak nič več. Nimamo kakšnih podatkov o ritmu, a zato je še čas v tretjem prostem treningu. Kar se tiče samih kvalifikacij, pa razmerje sil prava neznanka, zato lahko samo ugibamo. Če pogledamo rezultate prvega prostega treninga, bomo videli, da Lewis Hamilton je bil dokaj visoko. Ampak zapomniti si moramo eno dejstvo. Gre za prvi prosti trening, katerega rezultate pogostokrat ne jemljemo za mirodajne in tudi tokrat mislim, da je tako. Sam za kvalifikacije menim, da je še zmeraj prvi in edini favorit za najboljši štartni položaj Max Verstappen. Perez seveda za njim, ampak verjetno se bo znašel v pravi gneči. Namreč ne smemo pozabiti, da Aston Martin, že prej omenjeni Mercedes in predvsem Ferrari na kvalifikacijah so dokaj blizu drugemu vozniku Red Bulla. A seveda, govoriti o tem, da si nekomu blizu, še ni dovolj, da se ga v tretjem delu kvalifikacij v bistvu prehiti. Takoj za prvimi 4 najboljšimi ekipami pa tista gneča, kot običajno, kjer so se znašli vsi preostali, ker je po mojem videnju velik vprašaj forma McLarena. Videli smo Piastrija na veliki nagradi Savdske Arabije, da je prišel dokaj visoko in na njegovi domači dirki se bo hotel še posebej izkazati. Zaskrbljujoča je pa težava pri ekipi Williams. Logan Sargent je imel težave z električno napeljavo na prvem prostem treningu in na drugem prostem treningu sploh ni odšel na progo. Sicer v primerjavi s tistim, kar so pokazali ostali, ni izgubil nič, ampak vseeno gre za novinca, ki mu vsak krog pride prav. Zato bi bilo bolj modro počakati še tretji prosti trening, kjer pa bodo imele ekipe ogromno gneče. Menim, da se bodo bolj ukvarjale z samim računanjem za možne strategije, čeprav tisti idealni čas med petkom in soboto je odšel po zlu. Zato bomo lahko na prihajajoči veliki nagradi Avstralije videli tudi marsikatero presenečenje, kakšno napako, a o tem bomo kot običajno govorili v naslednjem prispevku, zadnjem briefingu, kjer bomo bolj podrobno oddelali tudi to. Kar se tiče prispevka pred kvalifikacijami, je pa to kot običajno vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.